Kadarkoli postojimo ob nekem izhodu, ob težkih železnih vratih, ki se v vsak delovnik v 8 urah dvakrat na stežaj odpro in ko se skoznje porazgubi več tisoč ljudi, se v nas tako na skrivaj zagrize preteklost. Vsi ti obrazi, ki jih srečujemo, se odmaknejo več desetletij ali celo več kot stoletje nazaj, v tisti čas, ki je gnal nesvobodnega in zavrženega slovenskega človeka vedno bliže k želji po gmotni blaginji in narodnostnemu priznanju. To je bil njegov zadnji cilj lastnega obstanka. Spomin na preteklost oživljamo nehote, pač zaradi tega, ker nas sili k primerjavam. Kaj je današnji človek, predvsem naš industrijski delavec, pridobil s silovitimi spremembami, ki jih prinašata seboj tehnološka in politična revolucija, v čem se je spremenila njegova vsakdanjost ali koliko je tisti čas, ki delavca za pol dneva ne privezuje več k tovarniškemu stroju, resnično znamenje svobodnega življenja. Svobodnega ne samo v tem, da si človek brezskrbno sprosti težko glavo in pretegnjene roke, ampak tudi v tistem pomenu, ko se to življenje kaže v uresničevanju drobnih, osebnih ali družinskih ambicij in ne več toliko družbenih. Torej, česa se lahko delavec, denimo nekako pred 100 leti, nadejal po vsakodnevnem 8 ali 10, pa tudi 14-urnem pehanju za skromno zagotovilo, da se preživi. Po vzoru današnjih življenjskih načel bi lahko rekli ničesar. Njegov občutek domače osebne prostosti je bil prav tako trpek kot njegova delovna pravica. Zato je tudi tedanja kultura živela daleč od njega, če pa se mu je že kakorkoli približala, je njen pomen izvenel v prazno. Delavec preprosto ni imel časa niti volje, da jo zase zvabi med svoje 4 stene. Kaj pa danes? Noben industrijski kraj ne živi več z občutkom zakotne provincialnosti, hkrati pa je domala v slehernem delavcu zbledel tudi občutek gmotne negotovosti. S tem pa je postala njegova osebnost z vsemi hotenji svobodnejša in že dovolj odkrito dovzetna. Torej je to priložnost, ko lahko našo kulturo potegnemo iz neodzivne zakotnosti in jo postavimo predse kot vsesplošno uporabno in s popolno vlogo plemenitenja. Toda ali si je današnji delavec pridobljeno ali še bolje priborjeno gmotno pridobil tudi kulturno blaginjo? Če smo še tako splošni, v to skoraj dvomimo. Lahko se sicer hvalimo, kako bogato smo razvijali svoje življenje, kako močno smo podprli sodobno slovensko stvarnost s tehnično-znanstvenimi dosežki, kako hitro bežimo iz socialne odrinjenosti in kako prepričljivo smo uveljavili duhovno ustvarjalnost našega naroda, vendar je videti, da je vse to, kot veje divje jablanje, raslo vsako k sebi. Prav zato se kultura doslej še ni pokazala kot tista duhovna vrednota, ki bi plemenitila narod tudi v svojem jedru in ne samo navzven, zgolj za zadostitev sami sebi in njenim tvorcem. Delavstvo je slednjič glavni spodbudnik in uresničevalec naše gmotne ravni in naših želja po udobju, hkrati pa tudi najbolj množični sprejemalec vseh dobrin, tudi kulturnih. Pri vseh naših kulturnih zavzetežih, organizatorjih in ne nazadnje tudi pri umetnikih pa je videti, da kot da niso zrasli iz te sredine, kot da si ustvarjajo nekakšno kulturniško državo z ambicijami, da se z največjimi topovi spopadajo z morebitnimi drugimi kulturniškimi državami v svetu. Naj ti ljudje še enkrat premislijo, če je posluh navadnega, vsakdanjega, tovarniškega človeka res tako neizostren za njihova vzvišena kulturniška dognanja in izpovedi. Ta čas, ko bodo ti ljudje iskali pravi odgovor, pa bo za tovarniškega delavca še vedno najbolj enkratno kulturno doživetje, sproščena ljudska veselica na katerokoli nedeljo ali na katerikoli praznik.